Misionar salezijanec Vilko Poljanšek je s svojimi 20 leti misijonskega dela Afriki in njenim ljudem zapustil trajen in večen pečat. Je izučen mizar, ki je svoje znanje in veščine prenašal na afriškega človeka. Sedaj se je vrnil v domovino, kljub temu pa so njegove roke ostale spretne in urne in še vedno pridno ustvarjajo. Misionarja Vilka smo povabili v studio naše televizije in ga povprašali o njegovem življenju, odločitvah, delu in misijonu v Burundiju, Kongu in Ruandi. Na svet je prišel v župniji sela pri Kamniku v Tuhinjski dolini, kovaški družini s 7 brati, ki so se vsi izučili za kovače, samemu pa to delo ni bilo preveč pogodu. Prihajam res iz velike družine, to je družina že malo starejša, jaz sem Benjaminček, se reče, najmlajši. Kovaško delo se mu je zdelo preveč umazano, zato se je raje odločil, da se bo izučil za mizarja. In tako je bilo. Postal je mizar in se zaposlil v tovarni Stol v Kamniku. Zaposlen že kar nekaj let v podjetju, pravzaprav učil sem se, mizarstvo sem se učil v Kamniku, se reče Dupolca Kamnik. To je bilo včasih veliko mizarstvo, da je pa to se vse razkosalo, se reče na nek način. Takrat sem jaz tudi jaz, sem se odločil, da grem jaz tudi iz fabrike stran in sem pa se zaposlil v podjetju Kamnik, to se reče Alprem Kamnik. In ideja je, da še obstoja nekje dol blizu Duplice, da še nekaj delajo to aluminij. In to je bilo v svoj čas je bilo to zelo moderno in da je tudi kar dosti delajo te stvari. Še kar naprej pa je v njem odzvanjal gospodov klic in tako je prišla odločitev, da nanj odgovori in vstopi k salezijancem. Po tolikih letih sem pa, bi se reklo, sem prav tega podjetja šel takrat stran in sem pa se preoblikoval za redovnika, da vem. Želja po delu v gospodovem vinogradu ga je najprej peljala v Italijo, natančneje v Torino. Jaz sem takrat župniku rekel, da bi jaz šel neko redovno skupnost, če bo za poskus, bi se reklo. In ja, pravi župnik, ja, jaz poznam salezijance, pravim, in to so zelo veseli ljudje in za tja bi jaz bil, bi rekel, tako rekel mi župnik. No, in ja, pa res pa je šel, enkrat mi je dal naslov in sem šel za Ljubljano in sem se potem v tej redovni skupnosti, sem se predstavil in tako, potem so me počasi, to uvrstili tako, da bi to seveda, vsaka stvar je, bi se reklo, to se gre počasi, se reče, pa težko pa tako naprej. Tako da to ni tako enostavno, se reče. Ja, in ja, seveda, jaz sem tudi takrat porekel temu inšpektorju, takrat, ki je bil, če se da, da bi šel jaz čez mejo v Italijo pogledati in tako je res inšpektor me je razumel. In potem smo šli nekim mlajšim fantom, smo šla direktno Italijo v Torino. Potem so nam sprejeli,
No, in takrat naprej, še drug dan smo se naj takoj transportirali naravnost okoli Don Bosco, tam, ki je bil ta svetnik rojen, Don Bosco. Ja. No, in jaz sem tam ostal celo leto, oba sva bila tam ostala celo leto, je bil kot neki vrsti sparendat. No, po enem letu smo šli pa naprej, da se pa reče, eno mesto, se reče Pinerolo Monte Oliveto. Kmalu zatem je prišlo do prelomnice v njegovem življenju in srečanja z misionarjem Danilom Lisjakom, ki je takoj v njem prepoznal sorodno dušo in ga povabil seboj v misijone. No, in tam smo delala novicijat, celo leto smo bila tam novicijat. In po enem letu smo se vrnili, jaz sem se vrnil na Colo Don Bosco, da bi tam jaz prevzel, se naučil, se reče, bi se preusmeril tiskarja. No, in ampak seveda to ni se obneslo. Zakaj se ni obneslo? Zato, ker jaz sem moral po nekaj mesecih sem se moral vrniti v Slovenijo, zaradi nekaj na skrižjih prišlo, in pa sem jaz ostal v Sloveniji in pa so mi dali, ponudili neko mezarsko delavnico, z nekim gospodom, da bi skupaj delala, če bi bil jaz za to. No, jaz sem pa takoj se vdal v to, da želim ostati tukaj v Sloveniji. No, in takrat pa naprej smo pa takrat sva delala skupaj z enim mojstrom, in sem se tam kar dobro počutil tudi naprej, v Ljubljani, na Rakovniku. No, in tam se je veliko delov odprlo, to je bilo 74. leta, se je pa prenavljala ta cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku, in tam smo imeli ogromno delo in smo velike stvari se naredile, velike, se reče, zelo uspešno je bilo to delo, ko smo to se prenavljalo vse na novo, in to so bili res zelo hvaležni za to delo, ko smo ga upravljali s tem mojstrom Prevcem, se reče, in mojster Prevce. Sem bil na Rakovniku, smo na nek način smo to delo, bi rekel, več ali manj končalo, pa sem bil pa jaz predstavljen, pa v Želimlje, kot za hišnika, se reče, vzdrževalca gimnazije, se reče. Ja. No, in jaz sem tam že 2 leti bil tam, tako sem se kar dobro počutil tam, pa kar nakrate pride po 3 letih pride Danilo iz Afrike. Prva beseda, ko me je zagledal tam pri župnišču, ja, Vilko, ti greš z mano. Ja, kaj z mano? Jaz sem bil kot, meni se je kar zavrtelo. Ja, to tako pa ne gre. Ja, ti greš z mano. Ja, sem rekel, ja, lahko, ampak moj treba te še malo prespati. No, in pa Danilo res ni odnehal, ja, ti greš z menoj, in jaz sem se res takrat po nekaj mesecih sem se odločil, sem rekel, ja, samo grem, ampak ti vse odgovarjaš, jaz tukaj nimam kaj vene besede. No, in res sem jaz šel z Danilom, 97. leta za Božič, pred Božičem, sva se peljala prvič sva šla v Belgijo in potem iz Belgije sva se peljali z letalom za Burundi. Ja, in res takrat sem tja prišla
In seveda, jaz sem tudi Danilu to rekel, ja, ampak nekaj je tukaj. Če jaz drugače ne grem v Afriko s teboj, če ne bova nekaj novega kupila, kakšne strojčke, male strojčke, to so zelo praktični za kakšno tako delo pa tako naprej. Tam je tiste velike mašine, to je v redu, ampak malih strojčkov brez tega ne gre. In res pa tam iz Danilo tam v Belgiji smo bila kar skoraj 14 dni, ker smo tudi čakala na vizo za Afriko. No in smo z Danilo tam šla pol in smo našli tam enega prijatelja, Danilovega prijatelja, enega mojstra, ki se razume na te male strojčke in tako naprej, pa zakaj služijo. In smo z njim se šla eno veliko trgovino v Belgiji, v Bruslju, in tam smo nakupila vseh te strojčke, vse, kar je živo, se reče. 2 železna kufra smo peljala z letalom peljala naravnost v Burundi. In to je meni prišlo zelo, zelo prav. In to smo dali noter, se reče, letalo, to sem jaz sam gledal, ampak to je samo Danilo z možem kaj takega. Ja. In res pa smo po parih tednih smo tisto prepeljala vse gor v Rukavu, gor na sever, in tam je meni to prišlo še prav. Tam vsake toliko časa sem prinesel kakšen majhen stolček, oni so se tam smejali, pa samo gledali, kaj to mogoče pa to. Ja, in tam sem jaz zelo fino prišel skozi. In meni so, kaj se bi se reklo, na nek način, pa vzljubili so me. To je bi rekel neke vrste, bi se reklo, kot en državnik za njih. Ja, ker prej niso ni delali, ki posebni, če so kaj delali, kar so, se reče, so kobrali kakšne deske, pa tako naprej, pa kakšne vrata, skupaj to vse žeblji bilo zbito. Ja, ko sem jaz prišel, teh žebljev nismo več rabili, smo rabili samo kakšne šavijake, pa moznike, se reče, tiple, da se je to še lepo skupaj, da je bilo to. Od takrat naprej nismo več žebljev rabili. Jaz pravim, žeblji so to samo za zidarje. 1997. leta je odšel v Afriko, v Burundi. Spominja se hude vročine, ko je prvikrat stopil na afriška tla in njegova prva misel je bila, da ga tukaj gotovo ne bo zeblo. S kombijem so se odpeljali še kakšnih 20 kilometrov od glavnega mesta v notranjost dežele. Zaradi deževne dobe so bile ceste po večini poplavljene in prvi stik z blatom in avtomobili, ki so jih le s težavo spravljali iz njih, je v njem zbudil občutek, kot da je pristal v peklu. Pa vendar je v Burundiju ostal 4 leta in kot sam pripoveduje, tam izpeljal mnogo projektov. Jaz sem tam ostal 4 leta sem ostal tam. In takrat smo naprej fine stvari začeli delati. Jaz sem sam sebi se čudil, ker jaz se reče, na nek način njihovega jezika nisem znal, ker sam to vse govori samo domač jezik, to se reče jezik Kirundi. In to sem se jaz pa mogoče se znova učiti, vse se prosto se reče, da so oni me na nek način učili. In tako je šlo, čas je tekel naprej, mi smo takoj začeli delati neke okna, pa neka vrata za učilnice, za šolo in tako naprej. No, in ko smo to že končali,
je Danilo začel delati, graditi novo cerkev. To je prva cerkev v Burundiju, Marije Pomočnice. Ja, in ta cerkev je bila tam par kilometrov iz tega centra. Tam je on zastavil veliko cerkev. Ja, in je tista cerkev kar lepo uspela, mi se reče, ampak smo jo naredili tako rekoč samo do strehe. Takrat je pa nekaj stvari se zapletle z državo in tako je moral tisti čas za 2 leti mogel zapustiti državo. In pa smo se sami trije smo ostali tam. Jaz pa ta Mlinarič, Jože in Gusti, ki je na Trsteniku že bolan. Tako. In smo z Dimitrijem tisto cerkev začeli naprej dograditi. No, in jaz sem pol, prvi sem začel kar se tiče lesene stvari, opremo za cerkev, da se v oltar, v gambon, potem tabernakel in vse tako naprej. In jaz sem pisal, da končal, in pa sem jaz tudi Danilu pisal, da smo vse naredili. In Danilo se je podpisal nazaj, da je zelo zadovoljen, da sem mu neke slike poslal. No, ja, seveda, to smo mi že vse končali, samo je pa ostalo še za okna. Z okna ni še bilo okon, to je bilo še vse samo zidarske stvari je treba še bilo. Potem sem jaz dal nekaj, sem poiskal enega mojstra s pomočjo Jožeta Mlinariča. No, pa je poiskal enega z tega kovinarja. No, pa z njim smo tema kovinarja smo načrtovali tela okna. Jaz sem naredil načrti, no, in pa sem jaz temu smo naredili. On je začel to delati, jaz sem vse to lepo razporedil, kakšen razpored mora biti. Ja, in pa smo se tako, da je on to naredil, kakor sem jaz hotel, ker sem jaz načrt naredil. Ker je dosti dela bilo, to so bile okna so bila 4 metre visoka, pa 50 široka, to so taka bološka. In je to pravzaprav kot kakšno tako cerkev. No, in to je kar uspelo, seveda, ampak je bilo pa še dosti dela, pa kako bo to, kdo bo te šipe naredil, pa kako, to sem pa jaz vse lepo načrt. Jaz sem to vse šipe sam zarezal, to je bilo nekaj 1000 komadov in v 8 barvah, pa tako. Moram reči, da to je več ali manj, se reče, moram reči, da je dobro uspelo. Tako da se reče takrat, ko je Danilo po parih letih, ko je obiskal to cerkev, bi se reklo, na nek način ostal brez besed. Po 4 letih sem se jaz poslal iz tega Rukaga, iz Burundija, potem sem šel jaz na dopust v Slovenijo in po 2 mesecih se je pol
se je vrnil Danilo iz Amerike, ki je moral tja, mislim, je bil tam nastavljen za župnika in bil 2 leti tam in tam takrat se on se vrača v Slovenijo in potem se pa dobiva za Danilo tam na Rakovniku. Ja, in jaz sem rekel, da je se nastavljen za Ruando. Ne, on je takoj, vse je takoj spremenil hitro. Rekel, ti greš veliko, ti greš z mano v Kongo in Kongo. Prav, ti ne boš šel v Ruando, ti moraš iti z menoj. Ja, in pa sem rešil z njim. Ja, in tam smo zastavljali čisto na novo, kot Danilo, pa jaz sem čisto na sveže prišel tja. Ja, in kaj smo, oba sva bila tako rekoč čisto novinca. On je prišel prvič tja, Danilo je prvič bil že en teden, 14 dni je šel pred mano v Kongo, jaz sem pa en teden, dobro teden prišel za njim in talom. Ja, in tam smo midva začela tako rekoč čisto na novo. Z Danilom Lisjakom sta v Kongo prišla leta 2001 v mesto Goma, kjer je misijonar Poljanšek ostal 5 let. Tam je bilo potrebno začeti spet od začetka. Dobila sta hišo, ki sta jo dokončala, Vilko pa jo je napolnil s pohištvom iz rdečega lesa Libujo, ki se ga dobi samo v Kongu. Hišo je blagoslavil škof monsinjor Metod Pirih, ki je ob tem hudomušno dejal, da imajo sedaj na misijonu celo lepše opremljeno, kot pa doma v Ljubljani. Ker je seljanci, tako rekoč, nisem imel svojega doma še, ena koliba je bila tam pa neka učilnica, kaj. In Danilo je začel to selezjansko skupnost počasi urejevati, bi se reče nagraditi, ker neka stavba je že po konci stala, ampak to je bil vse nas surovo, vse samo pod streho je bilo, neka streha je bila, ni drugega, vse odprto. No in tu je prvo začel Danilo to dogrevati. Je dobil iz Italije enega zidarja in bo kar uredil zidar. In tako je on začel to Danilo prvo vse to stavbo, da dogradi. Ja, jaz sem pa začel mizarstvo, sem začel prvo da sem naredil te prve osnutke, mezarske osnutke, pohištvo. Njegova pot pa se ni ustavila v Kongu. Poslan je bil na jug Ruande, ki se po slovensko imenuje Butare. Okoru z 32 sedeži, ki ga je bil naredil za sestre trapistke, na katerega je še posebej ponosen in je zanj dobil tudi pohvalo na državni ravni, takole pove. To je ta kor, ki sem naprej govorila za te sestre. To je, ko sem naredil prvi osnutek za ta kor. 3 sedeži. Ta leži polakiran na sredi, taj pa še niso, in tu se obrne gor. In tu sem jaz naredil te prvi, torej 3 sedeže, potem sem poklical sestre iz severa Ruande, to je 300 km daleč. Ja, in sem rekel, ja, to sem jaz le naredil, 3 sedeže, da boste pa povedali, a bo to kaj uporabno, a ne bo uporabno. Ja, ko je ta direktorica to videla, si kar zasmejala. Ja, Vilko, samo naprej, samo naprej, samo naprej. Ja, daj ne vem, kako bo. Ja, in res, in to sem jaz pol začel naprej delati.
Ja, in one so to potrdile in jaz sem imel še, ampak sem imel res ogromne težave. Ampak iz težave sem imel iz afriško skupnostjo. A kljub težavam je misionar Vilko Poljanšek še naprej ustvarjal in prenašal svoje bogato znanje na željne mlade afričanske fante, o katerih delavnosti in sposobnostih je med drugim povedal tudi tole. Tih mizarji, ki so, nimajo v rokah tiste, bi rekel, se reče, nima te pravega grifa. Nima grifa, oni karkoli primejo v roke, vse zlomijo. Vse zlomijo, tudi železo. Sem bil priča sam, ko so delali na vrtalki, ko so tam je velik sveder in pa tako, da se za kakšne stole, da se vrtajo tele da pa se skupaj spravi, ne, tako, je na vrtalki, je tista kot neka vrste cvinka in za vijak, ki pritrdi letvo ali pa desko ali pa karkoli, po nek 10, 20 komadih, se reče, bo tisto cvinko, bi se reklo, kot se šravf, bo čist skrivo. Pa to ni cev, pa tukaj je železo, 3 cm, 6 cm živelo in on bo to skrivo po tolikih komadih, bo čist skrivo. Skrivo, ker to preškraufa, jaz imam, dostikrat sem rekel, to Afričani tako prešraufajo, da kar od deske kaplja. Pa vendar jih je potrpežljivo in pozorno usmerjal in učil, da so nastali nešteti izdelki, med njimi tudi tako zvane ribniške žlice. V Afriki smo delali tudi neke žlice. Ja, ribniške žlice. In tu je tale stroj smo pripeljali iz Slovenije. Tukaj je en Ribničan naredil od nekih vlaš, pri Sveti Trojici, nekaj takega in mlad mojster naredil čist novi stroj za žlice. In jaz sem tam žlice delal, original ribniške žlice. Jaz sem sam gledal. Čez nekaj časa je delavnico v Ruandi specializiral v izdelavo stolov, seveda pa je ob tem nastajalo še mnogo drugih izdelkov, od oltarnih miz, tabernakljev, klopi, omar, tudi postelj in kredenc. S svojimi mizarji se je lotil prav vsakega projekta. Slovenski misionar je Afriki pustil neizbrisen pečat, ki ga bodo občudovale in bo koristil še mnogim prihajajočim generacijam. Sedaj je doma že dobro leto, pa vendar še v njem kar naprej nastajajo novi in novi projekti, ideje in izdelki. Prizna, da kljub čudoviti delavnici, ki si jo je uredil na Trsteniku, Afrika ostaja v njegovem srcu in jo še kako pogreša. Ja, jaz sem nekaj časa, nekaj mesecev sem zelo trpel. Sem zelo trpel, da sem se reče na nek način vdal. Ja, da imam tudi, zakaj sem se vdal, zato ker sem tukaj na Trsteniku, ko sem zdaj, že kar nekaj več kot eno leto, sem se naredil majhno delavnico,
imam, bi se reklo, na nek način vse stroje. Imam kombinirko za povšobljati zgoraj in spodaj, imam frezer, da vse lahko odrežem, tudi leseno poravtalko sem se sam zrihtal, iz majhne mašine sem jam kruh obrnil, pa da popravljam. In tudi cirkularko, prerezovalko sem tudi do majhno mašino, samo kruh obrnil, pa sem mizo naredil in stojalo prave mašine. Same čisto v redu mašina. Kakšne okvirje naredim in dosti okvirje sem že naredil, da za slike kaj takega, originalni okvir, ki danes teh profilov v trgovini se več ne dobi. Včasih toliko let nazaj so se dobili okvirji, tele profili za okvir. Danes se več ne dobi. Samo tisti, ki okvirji dela, tam se lahko dobi. Zdaj pa jaz sam naredim tele profile, ki sem jih že na stotine naredil v Afriki. Spomini mu pogosto odtavajo v Afriko. Kakor je Jezus nekoč z Jožefom gladil les, tako se tudi misijonar Poljanšek spominja dela s svojimi ljubimi Afričani. Rad ima afriške ljudi in oni so to čutili ter ga imeli radi. Svojo široko in plemenito dušo ter veselo naravo je znal osvojiti svoje mlade Afričane, ne zgolj za mizarski poklic, ampak predvsem za veselo in radostno življenje po evangeliju. To svoje polno življenje, ki ga je živel v misijonih, sedaj nadaljuje tudi na domačih tleh.